Torej, spoštovana Sergeja, tema obvoznica, kje smo bili in kje smo danes? Tako, pred enim letom v bistvu smo bili na tem, da dejansko se je podpisala sporazum strani županov, da se hitra cesta, ki je znana trasa do Markovc, naveže na našo Ormoško cesto, kar je povzročilo precejšno razburjenje pri ljudeh, logično, zaradi tega, ker ne želimo biti podaljšek hitre ceste, ampak želimo, da se cesta, ki gre skozi Spuhlo in Ormoško cesto, da se v bistvu zapre za tranzitni promet in da bo to lokalna cesta in to lahko dosežemo dejansko samo z obvoznico. Ko smo začeli malo raziskovati, kaj se dogaja, smo bili kar razočarani, ker smo videli, da se okrog ena in istega predloga obvoznice pogovarjajo že tako rekoč od leta 1997. Žal je bilo veliko trenutkov zamujenih, ko je bilo še možno to obvoznico umestiti pod Jezom in skozi Šturmovec, ker je sedaj tam zaščitena natura. In mi smo seveda preverili, kaj je s to naturo, sestali smo se z strokovnjaki iz tega področja in ugotovili, da ta trasa verjetno ima najmanj možnosti, da bo izbrana. Ko smo to ugotovili, smo takoj začeli iskati opcije rezervne. Zato smo tudi Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za infrastrukturo predlagali, da bi pogledali malo širše od zastavljenega projekta in smo jim predlagali dve opcije, in sicer južno-južno, torej da bi šla južneje od Šturmovcev, ali severno-severno, da bi šla severneje od Ptuja. Zanimivo, ko smo se pogovarjali s prometnimi strokovnjaki, so bili presenečeni, da Ptuj ni bolj zainteresiran za to opcijo, kajti severna opcija, ki bi po severni strani šla mimo Ptuja, bi dejansko odprla severni del Ptuja, direktni dostop do hitre ceste in tudi avtoceste, da se ne bi rabili skozi cel Ptuj voziti, to pomeni, da bi se razbremenil center Ptuja. Hkrati bi dobili navezavo na avtocesto proti Lenartu in za Ptuj dolgoročno gledano bi bila to zanimiva opcija, ampak kolikor smo slišali, je ta opcija najmanj všeč drugim občinam in se tudi sprašujemo v bistvu, kakšna je tukaj vloga skupne občinske uprave in čigave interese dejansko zastopajo. Moram reči, da mi smo zelo transparentni v našem delovanju, objavljamo vse naše aktivnosti, vse naše predloge. Na katerem spletnem naslovu? Na spletnem naslovu ptujskaobvoznica.com. Tako da v bistvu lahko javnost se z našimi aktivnostmi takoj seznani, pogleda, kaj smo naredili. Ja, veliko je bilo sestankov na različnih ministrstvih, zavodih, z različnimi strokovnjaki in moram reči, da žal ugotavljamo, da smo še vedno sami sebi največji sovražnik, zato ker se nismo znali poenotiti, kljub temu, da smo pozvali, da bi se tukaj poenotili. Kakšna stališča bomo zavzemali, žal do tega ni prišlo in zdaj upamo, da bo stroka prepoznala vrednost naših predlogov in bo v bistvu iskala opcije v tej smeri. Pozitivno je, da po naših informacijah, neuradnih seveda, se dejansko dela v Ljubljani. Strokovne ekipe se sestajajo in iščejo aktivno rešitev. Nas je zelo razjezila, razžalostila vest konec lanskega leta, da bodo delali novo študijo, ker smo mnenja, da je bilo absolutno preveč denarja že zapravljenega za neštete študije in tudi zato smo predlagali, da se sedaj vse opcije preveri. Ne, da bomo prišli na koncu 2 let do konca študije in bomo rekli, ja, ta opcija ne gre zaradi nature, tista, S4 varianta, ki je v bistvu hibridna varianta in gre skozi Ptuj, obranci in bi v bistvu povozila tako kinološko kot ranco, sploh si ne znam predstavljati, kako bi to izgledalo, glede na to, da je tam predvidena kolesarska pot in razvoj športnih
prostorov za rekreacijo Ptujčanov in jasno, da lokalna skupnost na to opcijo ne bo pristala. In kaj se zgodi, če na koncu 2 let nimaš drugih opcij, ki si jih vmes presojal, ja, prideš do tega, da v državi bodo rekli, veste kaj, zmenite se vi najprej sami. Samo malo, pardon, Ja. ker smo bili v zanosu, to že poznamo zdaj z te teme, vedno moram poudariti. Ptujčani ne smejo te problematike dojemati, kaj bi zdaj to oni spuhle radi tu, gre za celo mesto. Celo mesto. Žal nekateri še vedno, za nekatere se žal še vedno mesto konča na železnici, pa se ne. Mi smo del Ptuja, ne? In Ormoška cesta dejansko vodi v glavni center Ptuja in večino prometnih strokovnjakov, s katerimi smo govorili, sploh ne more razumeti prometne politike Ptuja, da spusti taki težki tovorni promet skozi strnjeno naselje in to skoraj v direktni center. Tako rekoč mimo arheološke in kulturne dediščine, na katero bi vsi mi morali biti izjemno ponosni, kajti ta dediščina je tudi na nek način naša prihodnost, ker turizem je tista panoga, ki se razvija in ki je pri nas v porastu. Težke in umazane industrije nihče ne želi imeti, tega se bo slej ko prej želeli vsi rešiti, zato ker vemo, da povzroča onesnaženje in torej ostane nam turizem in mi imamo na Ptuju dejansko biser glede tega. Zdaj, če se midva vrneva k obvoznici, skratka, v tej fazi, ki je, bi si želeli, da se zadeve dogajajo hitreje, ampak kot rečeno, razumemo pa tudi, da določeni postopki terjajo čas in zato so tudi naši predlogi bili, da ne bi na koncu 2 let ugotovili, da smo v pat-mat poziciji, da tista, ki jo lokalna skupnost želi, ne gre skozi, ker pač je tam natura, da druga opcija, ki bi šla skozi, ne gre skozi zaradi nestrinjene lokalne skupnosti. Se pa tudi vprašam, v bistvu, kako je možno, v bistvu, da država sploh zagovarja opcijo, za katero ve, da bo dodatno obremenila okolje, ki je že tako prekomerno obremenjeno z različnimi emisijami, torej z hrupom, z trdimi delci. In to je tudi eden izmed razlogov, zakaj mi zahtevamo, da se na Ormoški cesti ali v Spuhli postavi merilna postaja, da se dejansko te obremenitve, ki so jo ljudje deležni, izmerijo in da je črno na belem. Konec koncev so ljudje, imajo pravico vedeti. In to je tudi podlaga za nadaljne odločanje, kje in kako bo promet tekel. In to ni populizem, kot bi nekateri radi predstavili, ker ko se začnemo o takih stvarih pogovarjati, nas hitro obdolžijo populizma. Tudi nekaj težav v bistvu smo imeli bom rekla, strani nekaterih prevoznikov, smo bili deležni tudi groženj. Moram pa reči, da pa kar dobršen del pa razume našo stisko in pravzaprav podpirajo naša prizadevanja, čeprav si mogoče javno tega ne upajo reči. Tako da smo veseli, da vidimo pozitivno, bom rekla, na vseh koncih. In včasih nam na pomoč priskočijo takšni, ko si od njih najmanj obetamo pomoči, nas pa na cedilu pustijo tisti, na katere najbolj računamo. Torej, zdaj se bomo mi tudi spet redno vračali s tem našim reportom o obvoznici. Za zaključek še strnimo nekako v 1-2 povedi. Delamo naprej. Tudi delamo naprej in rabimo podporo tudi zaradi takih dogodkov, ki se zdaj dogajajo na Lackovi. To se je dogajalo na Ormoški in takrat so se nam nekateri Ptujčani tudi smejali, so nas celo pošiljali nekam. Mi se zavedamo, da to so resni problemi in morate vedeti, tisti trenutek, ko se bo obnavljala Ormoška ali karkoli bo narobe na Puhovem mostu, Starem mostu, bomo spet priča zastojem, prometnemu kolapsu in tega si Ptuj ne zasluži, prebivalci Ptuja si tega ne zaslužimo. Promet mora biti tako konceptiran, da tranzitni teče okoli mesta, notranje pa moramo čim bolj razbremeniti. In Ptujlik zaključi, Ptujčani in Ptujčanke smo za obvoznico. Hvala lepa. Super.